Kaj je tvoja najljubša pijača, poleg vode? Kombuča. Res. Ok, sorry, ima ta kombuča, pač, sorry ti ljubljanska rit. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli nazaj na Boljši podcast Slovenije, člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure in koga imamo danes naši desni? Na naši desni imamo Zalo, Đurić, Ribič. Zdaj uradno je Zala Đurić, ne? Ja, že kar nekaj časa. Dobrodošla pri nas. Bolje vas našla. Nas našla, kaj? Bolje vas našla. Bolje vas našla. To mi v Bosni rečemo, veš, Okay. rečeš dobrodošli, bolje vas našli. A res? Ok, tega še nisem slišal. A nisi Lepo. ti tudi neki čefur? Ne? Kaj izgleda tako? Ja, ampak tako v najboljšem smislu. Mislim, ne. On je res Slovenac. Jure Šavron. Imam Še sicer vrati. korenine kakšne dol, od dol, No to. ampak ne tako bližnje v bistvu, no, niti ja. Kako smo gej? Drugač sem spektakularno, danes sem v redu. Tako, nič posebenega. Bo. Ja, pa ne, boljš ko bo. Tako, v redu, fajn. Fajn. Ta high pitch ni bil neki prepričljiv. Fajn, In super. kako je izgledal danes tvoj dan? Je bil lep? Ja. Pač ja, res nič tako zelo posebno. Zbudila si se? Ja, ni bil neki tako najjači dan v lifeu, ne bi se o njemu pogovarjala, pač res nič posebnega. Pisala sem, ful sem imela enih intervjujev za odpisati, workoutala sem, jedla sem, prišla sem, res nič. Mislim, proper dan. Ja, mislim. Krluškan dan. Ja, sam nič posebnega, veš, Mislim, odvisno, kako gledaš, ampak kaj podcast ni nič posebnega. za zdaj. kaj pa recimo, Change my mind. recimo treniraš? Marsikaj. Ja? Zdaj sem začela pole dance trenirati, treniram en mesec in mi je ful dobro, najboljši šport do zdaj v bistvu. Okay. Ker it tricks you into working out, a veš, tako ful te zabavno in se kar vrtiš in plezaš in pol zjutraj ne moreš vstati, ker te toliko vse boli. Drugač pa tenis, pa hodam v hribe rada. To je ta Slovenc v mene, veš. Pa jogo zganjam, marsikaj. Ok, kaj pa si danes zganjala? Danes sem pa sam tako telovadila, pa jogo, malo pojačano jogo. Ok, kaj tu kaj meditiraš ali samo? Imam obdobja, ko tako res prav, bom rekla stereotipno meditacijo delam, da sedim in meditiram, ampak zadnje čase ful probam meditacijo iskati v vseh trenutkih, a veš, da ni tako nujno, da sediš po turško in si tako ampak mi je meditacija lahko tudi, ne vem, da grem na fuzbal tekmo. A veš, kaj mislim? Čuječnost. ne? Čuječnost, tako je. Lepo. Probam najti mir povsod, ne pa bežati v meditacijo. Ne? Probam, mislim, način življenja imeti tak, ne pa bežati. A veš, kaj mislim? In hitet. Pametno. Pa ti, Jurček? Kaj je bil danes moj dan? Kaj si kaj delal? Jaz sem spal ful slabo. Pač danes sem spal brez moje punce, ni se poznalo. Vemo zakaj. Spal sem ful slabo, ful me je motilo, da je ni. Ne bojo še 2 dni ali še en dan, ne vem točno. Tako da ja, spal sem slabo, bil sem včeraj v savni in jaz, ki sem itak malo psihopat, jaz raje umrem, kot da grem ven iz savne pred 15 minutami. In sem bil na najvišji, kot vedno. In jaz en trenutku sem začutil, ko se mi šibijo kolena in sem rekel, ne, bom zdržal do konca. Jaz sem prišel ven z one savne, jaz sem bil v ledenici, ne, v tisti ledeni jami, kadilo se je iz mene, pač tako, kadilo, dobesedno. Moje 3 minute iz mene se je kadilo in jaz sem vedel, da ko se tako preteram, da me bolela glava, ne. In me je seveda bolela glava pol do 2 zjutraj. Ja. Ja. Toxic masculinity. Kao, moraš se dokazati. Ja, ne, da si pač, jak. ja, meni so, ne vem, jaz sem vsako leto hodim v savno enkrat na teden. In Tudi poleti. Ne, pač zimska sezona, dajmo reči. Okay. Sezonsko. Ko postane hladno. Zato, ker sem ugotovil nek tak, res me sprosti. Ko sem v savni, da ne morem več živeti, se mi sklopijo vse misli. To sem Te opazil. boli glava, da pol ne moreš razmišljati. Ne boli Razmišljal glava, preživeti v razmišljaš samo. samo, da boš preživel. Kdaj boš šel ven, jaz samo gledam peščeno uro, kdaj boš šel ven. Kaj pa ti, Matej? Kaj si naredil na vratu prvo? Vampir. Kaj je bilo? Vampir? To je to. Vampir! Gremo dalje. Žala, danes z nami. Moj dan je bil super. Kaj je vampir? Daj povej, kaj je bilo, no? Vampir?
Vampir, vzala knjigo, tudi pišeš. Ja. Si napisala knjigo. Ja, sem napisala 3. Kiro si na danes prinesla? Napisala sem, najprej sem izdala prvo pesniško zbirko, ki se imenuje Zbrka poezije, pol sem izdala knjigico za otroke Samorok samo, pa še eno zbirko poezije, ki se imenuje Ljubavi, ampak sem presodila, da bo knjigica za otroke najbolj primerna za vajo. To je nesramno, kot prvo. To je provokativno. Mislim, tega še nimamo, tako da... Pa se to. Lušno. Ja, vidva se tudi, ko lušna, a veš. Jo. Ne, nisem mislila na takšen način. Tako jo, da Zala, vam knjigico včasih. za otroke prinesem na takšen način. Ok, o čemu je tak, jo jaz zdaj listam? Ful mi je škoda, da se otroci danes toliko bojijo biti cringe. Res. Ker jaz mislim, da pač moraš biti cringe, ker je neko ganjanje perfekcije toliko žalostno in taka je v bistvu ena žalostna oblika ega. In je v bistvu točno o tem, da pač jebi ga, da če si sam svoj, si vedno med svojimi in da ti ne sme biti mar, kaj si drugi mislijo in tako. Lahko quotam eno tvojo mojstrsko. Joj. Kakec rožnat, kakec zelen, krila, kopita ali natikači, plavut ali koleno, vsem je bilo lepo in vsem je bilo vseeno. In to mislim, da lepo pove zdaj, čemu je tak neko, si rekla, da si sprejet, Ja, da se imaš lepo s svojimi. A veš, in meni to zdaj ni, probam se boriti z mojim tem cringeom zdaj, ki si to prebral in... Mojstrsko. Moj cringe je, da daš ven del sebe, ki ga lahko nekdo obsoja. Ne? Pa sej to! To je, ne. A veš, in to sem, ne vem, je to slovenska fora ali evropejska nasplošno, ampak delamo sam stvari ali pa pač govorimo o stvarih, v katerih smo perfektni. Vse ostalo pa tako, to je skar neki tako brez veze. To jaz neki delam, se nima več. Ja. To drugače delam fufalka reče, drugega. ja. Ja. Ja, ampak tako, a ni for, zakaj bi plesali samo zato, ker ko smo dobri v plesu? So stvari tam samo zato, da so, pa da jih delamo, ne pa zato, da bi bili dobri v tem. Veš, kaj mislim? Po mojem je to Plešeš, poješ, rajaš. naravna selekcija, bi rekel, da je bolj to. Ne? Včasih, po mojem, če te nisi dal loviti, boljše, da nisi šel loviti neke živali. Ne? Jaz govorim zdaj o umetnosti. A zdaj, govoriš o umetnosti, govori na splošno življenje, ne zakaj ne si nekaj sram govoriti o nečemu, ne? Ko nekaj delamo. Jaz ne razumem, zakaj je bila to naravna selekcija. Zato, Veš, ker karakteri in to. pač recimo, preživi najboljši. nisi se hotel izpostaviti, da ne bi izpadel slabo, ne izpadel iz družbe. Dobro, zdaj si res low vzel, sam na to ne moramo aplicirati moje teorije, drugače pa vse ostalo, zakaj ne bi slabo kvačkal, če rad kvačkaš, a veš, kaj mislim? Ja, ampak če se izpostavljaš, ne, veš, pol, če ti ne gre tako dobro, Bojo pač, iz sindikata za kvačkanje dobili. ja, sigurno te bo kakšen komentiral, kaj ne, veš. No in kaj, a veš, Ja. toliko se bojimo biti kritizirani, da pol ne moreš nič dobrega narediti, pač iz safe zone, veš, koliko sem jaz slabih stvari naredila v lifeu, pač sam, ne vem, me je izgradil, me je naredila, ne, veš, kaj mislim. Ampak kaj ni po eni strani dobro, da je nek ta pritiks kritike, da sami lahko znamo oceniti, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj je za deliti, kdaj je za deliti. Ja, se ne deliš vsega, sam ne moreš biti pa po moje sam cilj oriented, a ne. Samo recimo, ne, dober primer bi bil, ne vem, dosti ljudi igra na kakšen Slovenija ima talent, Ja. pa recimo bi mogel dobiti kritiko že predtem, mogoče da si naredi neke slabe figure, Ja. ki če bi se izboljšal in bi šel še enkrat, Ja, bi verjetno imel večji uspeh, ne? se strinjam, ja. Tako da je tak dvorezni meč, bi jaz rekel, ne? Zdaj, kdaj se izpostaviti, ja, ni nekega pravega odgovora, ne? Kaj pa ti misliš, da bi se mogel vedno izpostaviti vsak? Ne, Aha, kako pa? če čutiš, mislim, da pač ne bi smel biti razlog, da nečesa ne delaš, zato ker te je strah, da ne bi bil najboljši v tem. To Ok, ja. to ja. To je bil moj statement. Aha, ok, samo do tega Ja, nivoja, ja. ok. Ja, mislim, več ko delaš, boljši boš. Tako. Je pa točka, kdaj, ko si že delulo in samo no, jo, brat, to ni za te, samo te. Ja, Stop. jaz ne govorim o, spet, jaz mislim, da sta ego pa samozavest čist nasprotujoča pojma in izključujoča. Samozavest izvira iz ljubezni, ego je pa pač sam slabo in delulu si ti, ki si v egu. Jaz pa govorim o zdravi samozavesti in če jo imaš in imaš zdravo samozavest in si zunaj in
bom rekla, po nekih standardih ne znaš plesati, ampak tebi se ful pleše, valjda, da plešeš in to je neka zdrava samozavest. okay. O tem govorim. Ne o tem, da greš zdaj ti 5 na Slovenija ima talent, niti treba. Ti govoriš, strinjam. da lahko, ker verjetno tudi koga je sram to med 4 stenami početi, brez da sploh izpostavi. Ja, ali pa biti to, kar so. Tako, okej. Tako. Okay. Zdaj govorimo o tem, da pač nekateri se sami sebe ustavljamo tudi za 4 stenami, ne samo pred javnostjo. Okay. In se nasplošno tako tudi umetniki samo cenzurirajo že v procesu. Kar Ja, je definitivno, to se pa strinjam. Ja. ful žalostno. V glavnem, knjigica, odkje, zakaj, kako, en dan Zala sedela, jaz bom napisala otroško knjigo. Ja, in dan smo bili v Piranu in sem bila s frendi svojimi in sem neki bila pametna in so rekli, pa dej napiši knjigico za otroke in sem rekla, ok, bom. In pa sem napisala in potem sem za foro poslala eni založbi, če jim bilo zanimivo in temu mojemu prijatelju Vaskotu Vidmarju, ki je res izvrsten slikar, če bi ilustriral in so oboji rekli, da ja, da z veseljem in je pač tako naravno se to zgodilo. Ful nisem bila ambiciozna, kar se tega tiče. Se je prodalo, ok? Pa mislim, da ne. Zdaj sem jaz ful enih izvodov kupila, da lahko potem komu podarim ali pa če kdo hoče, mu tudi prodam. Lahko. Kako to, da si rekla, fuck it, gremo do založbe vse objaviti in pol, kaj nisi pušala, kaj je bilo? Ja, ne vem, pač jaz nisem marketing guy. Ne vem, pač. A to si pustila založbi za reči, you do you. In ko, zakaj si to ni prodalo, to zdaj? Ja, jaz ne vem, pač vprašaj vse, ki niso kupili, ne vem. Ja, dobro, ampak izpostaviš ti dostikrat, da si napisala to? Mislim, ali... Seveda ti pišeš tudi za otroke, da si naredila to. Ne vem, zdaj, I'm in my head, po moje ne dovolj, ne očitno. Ja. Ja, ne vem, tako jaz sem malo, ne vem, sem šel malo te pogledati in tako Ja. pa nisem zasledil tega dostikrat, ne? Sem zasledil glede prve knjige, ki si omenila, Ja. še glede tretje nisem zasledil, samo eno sem zasledil. Jaz sem za pa tretjo samo zaslišal. Ja, ljubav je pa ful prodajena. Aha. To sem pa naredila performance, pa je bilo ful lepo. A bi mogla še predstaviti za male? Tok pa nisem ADHD, no. Ti sem res začutila, pa povezala sem se z Narodno galerijo, pa sem tam naredila performance pa v cukrarni, pa je tako tudi ful organsko to stekel. To pa pač sem, ne vem, naredila, ne znam ti zdaj razložiti. Ja, ne, mislim, vprašam, kako... Jaz to vidim ful tako, grem 99% in ne bom šla 100. Pa jaz sem objavila na svojih socialnih omrežjih, sam ne bom pa zdaj, ne vem, kaj si pričakoval, da bom jaz plačevala reklame, da se bo to prodajalo. I don't know, Žala, ne Jaz vem. tudi Ne, pač zato. Naredila sem, kar je v moji moči. Pošteno. Kaj pa ta? Povej mi za to, ta zadnjo, ko je šlo, ko je prišlo do tega. O, ljubavi, to je pa, na to sem pa ful ponosna. To je pa... jaz sem pač najprej izdala prvo pesniško zbirko, ki se imenuje Zbirka poezija, ne? In potem sem od takrat še naprej pisala pesmi in potem sem jih sam en dan prebrala za nazaj, tako kronološko. Sem videla, da mi pripovedujejo zgodbo. V prvem delu je še tako malo una Zala iz zbirke poezije, ki sam tako uporno išče ljubezen povsod in pač itak je ne najde. Potem se zgodi moment, ko je tako, fuck it, jaz sem ljubezen. In to je to. In potem začnem sijati zase in sijem zase in ugotovim, da sem jaz vir svetlobe in vir življenja in zakaj bi prostovoljno dajala svojo moč nekomu, ki prostovoljno zavrača obstoj svoje. In sem sam tako opolnomočena. In potem se zgodi tretji del, ko v moje življenje začne dret ljubezen. In potem sem res naredila 3 poglavja. Iščem ljubav, sem ljubav, ljubav me najde. Cute. Kaj je zate ljubezen? Bog. Bog. Ja. Ok, Bog v smislu... Zdaj Bog, ok. Kaj je zate Bog? Ljubezen. Ja. Ali je to, misliš, kot pogled na življenje ljubezen? Tako gledaš ljubezen, da je pač vse ljubezen? Sprejemanje vsega? Kaj je zate ljubezen? To mislim pač. Vse je ljubezen in odsotnost ljubezni je odsotnost Boga. In tam se pol, in to je v bistvu anomalija, pol, ko je odsotnost ljubezni in ko je odsotnost Boga in tam, kjer je odsotnost ljubezni in odsotnost
Boga se pač dogajajo pizdarje, kakršne se dogajajo po svetu. Mislim pa nasplošno, ne samo ljubezen v romantičnem smislu, ampak ljubezen, ne vem, do sebe, do narave, do hrane, vse, kar se dogaja. Ne? In jaz verjamem, da spet malo se bom navezala na to, kar sem prej rekla, ego pa samozavest, da sta izključujoča pojma. V bistvu lahko en fun fact. Povej, to stle. Zadnjič na sred mojega partija sem se zadebatirala z mojim najboljšim prijateljem o etimologiji in je rekel, a veš, da sem ugotovil, odkot izvira beseda korajža in odgovor me je spomnil na te in sem lahko, ok, tell me more. A vi veste, odkot izvira beseda korajža? Ne. Veste, kako je po italijansko, mogoče vam to pomaga? Coraggio? Ja. Ja. Torej iz italijanščine? Ja. Coraggio, kaj je skore, srce, Bravo! srčnost? To! Okay. In je v bistvu, veš, srčnost, velikosrčnost, pogum, moraš biti pogumen, da ljubiš in če ljubiš, si pogumen. Ja, in jaz se mislim, strinjam. da tam, kjer je ljubezen ni strahu. In jaz pač tako živim, da probam imeti toliko ljubezni, da izničim strah. Ok, ampak sej strah, kaj pa je sploh strah? Strah je, če tako pomislim, iz sebe. Meni je strah neka nekontroliranje prihodnosti, trenutka. No ja, in če je ljubezen, lahko se ne rabiš bati zgubiti kontrolo. Ne? Zgubiš kontrolo, daš jo ljubezni, je tako, evo, ti vozi. Ja, ampak, ja, ok. Malo bolj simpel, hodiš po noči, te je strah, ker hoji znati, kaj je, ampak si lahko, leke lepe zvezde, leke lepe tema, leke lepe luči in pol to te pomiri. Bravo, In evo, si zdaj lepo, si najboljš razložil. tako, Ja. ljubezen. In te Ja. nema kaj biti strah, ker... Ja, in je tako zaupanje, ljubezen in ful ljudi pač misli, da sem naivna, karkoli je beseda, sej lahko tudi sem, whatever you name it, ampak jaz mislim, da sem sam korajžna. Te je kdaj zafrknila, da si videla, ki si bila toliko ljubezniva do sveta? Ja, fulkrat, ampak jaz raj 100krat zgorim, kakor enkrat zmrznem. Zadnjica je nekaj, da imam včasih feeling, da grem skozi life, tako da malo hopsam po minskem polju in sem tako verjamem, da se mi nič slabega ne bo zgodilo, ampak ni čistko, no. Zraven sem itak prizemljena, pa gledam stvari okoli sebe, ampak nasplošno se kopam v ljubezni in sem čista. In pol verjamem, da ostali počnejo isto, kjer se pol ponovadi zgodi, da se opečem. Ampak, kakor sem prej rekla, raj se 100krat opečem in zgorim, kakor enkrat zmrznem. Kako pa si prišla do tega? Mislim, odkje je zdaj to razsvetljenje? Dobro vprašanje. Aj, razsvetljenje. Mislim, tako... Malo, ki si odklenila neka vrata v Ne, life, pač nek postaneš- lep pogled na svet. Postaneš bolj odprt, bolj ranljiv, Tako. kot hodiš tako po svetu. Tako da, no, povej, iz kje Ja. je prišlo to. Ko sem v bistvu šla v New York sama, pa nobenega nisem poznala, pa sem študirala, pa delala 2 joba, pa ne vem, in pol sem na neki točki malo bila na survival modu, ker New York to ponavadi terja od tebe. Te zmelja, verjetno. Ja. In sem na začetku mislila, da je kao, koliko sem zdaj pogumna, ker sem bila na tem survival modu in sem kao malo potlačila to svojo subtilnost in pol je to malo privrelo na dan in sem ugotovila, da je v bistvu, če ti, ko sprejmeš svojo občutljivost, se rodi prava moč. A veš, da ni moč in Se delati ranljivost- pogumnega, Ja. ja. In da ni moč in ranljivost kontra, ampak ko ti si tako lahko, si dovoliš biti ranljiv, si v bistvu ful močan, a ne? Jaz bi rekel, da ja. Ja. Samo odvisno komu daš to Tako. moč na tabo. Se zato pa pravim, da... Ti si lahko rekla, ja, rečem, da sem 100krat. naivna. Ja. Sej mi reče tudi pol, pa dej zala, pa smiri doživljaja, ne? Ma ne, jaz mislim, da je to čisto dobro ideja. Čisto dobro načelo. Samo moraš pač
se boš opekel, ampak Ja. takrat, ko se ne boš, je ful lepše, kot če bi bil vedno previden. Tako. No, kako je bilo kje v New Yorku? Ful dobro in kdaj tudi ful grozno in vse, pač ful časa sem bila tam, tako da ti ne morem tako na kratko, je bilo pa nujno potrebno, res sem rabila to, da sem se zgubila in ponovno najdla. Kdaj pa? Je koliko je bilo to že? Ja, jaz sem šla z 18 prvič tja, pa sem potem 3 leta študirala, pa 1 leto še delala. Kaj pa? Študirala? Igralstvo. Pa zraven sem še vzela tečaje scenaristike, ker se tudi s tem ukvarjam zdaj, da pišem scenarije. 10.10. Tako. Hiša ljubezni. Ja. Piš, da vidiš, zakaj se ni prodalo. Gadem, porka Madonna. V glavnem, A me potem boste povabili še kdaj? Ja? z veseljem. Prideš Tigl. A res? Ja. Tako da 10.10. Predaje štafete, ja. A boš razložil, kaj po mojem ne vejo, kaj pomeni 10.10. pa Štigl na tej točki še? 10.10. Vojo nova serija. Zala not tudi, ne? Ja. Ona je bila not, jaz sem bil not. Ti si bil not? Ja. A res? Komu si, aj ne smemo spoilati. V eni sceni sem bil en menedžer. Ok. Ja. V glavnem, New Back to York. New York. Ja. Ja. Kaj pa še? No, povej, kaj je bil najlepši trenutek v New Yorku, ki si ga doživela? Ali pa verjetno je bilo dosti lepih, Ja, dosti sigurno. slabih, ne, ampak Naučila sem se biti sama s sabo, ful sem bila veliko sama. Malo je tudi addicting to. ja. In tako na eni točki mi, da sem rekla, kao, pa zakaj bi rabila hoditi z ljudmi na koncerte, če pa to carsko, ko greš sam, pa se ne rabiš meniti, jaz bom zdaj šla malo spredi, jaz grem na WC, ampak pač sam greš. In vem, da sem na začetku tako bila ful časa sama, pol sem se pa tudi malo naučila biti ekstrovertirana, sem priučen ekstrovert. Okay. Marsikaj, ja, največje lekcije so mi zgodile v New Yorku. Tipo. To, kar si me prej vprašal. Tipo ljubezen in iskrena samozavest, res sem se najdla, no, res sem mirna od takrat naprej. Ful sem notranji mirna. Full crazy za reči, da si se vrgla v največji kaos life, da si ratala mirna. Ja, ne? Ja, samo to je kar logično, kaj ni? Ja, ne, veš, ne. Ja, ko se nauči, mislim, kaj je New York tak, verjetno, da je dosti tudi fake ljudi, ne, tam? Ja. Vsi so tvoji prijatelji, hkrati nobeni tvoj prijatelj, Ne, verjetno. veš, kako v bistvu je, to si zdaj malo mogoče z LA-om pomešal, vedno Okay. En pregovor je, ki pravi, when a New Yorker say fuck you, they mean have a good day. When someone from LA say have a good day, they actually mean fuck you. Ja. Ja, ampak je pa tako, kot sem prej rekla, veš, vsi so na survival modu in potem se vsak bori za svoje preživetje in to se pozna in je draining in meni je super New York kot čas v življenju, ne pa kot prostor, kjer bi pač bivala full časa in ne vem, tako. Si spoznala ful novih ljudi? Ja. Katera je neka oseba, ki jo boš zavedno nosila s sabo v srcu? Ja, imam še frende Ja. gor, imam v bistvu moja, jaz ima rečem, ameriška starša. Okay. Spoznala sem jih tako, ker on je imel bistro, kjer sem delala, ona je pa casting direktorica in sta me tako malo posvojila in je bil ful dober vibe, da imaš starše, veš, tako, da jih... Ja, si bila kar mlada, 18. Ja, jaz, ko sem šla, sem bila tako, čau, jaz grem pač. Ja, I'm pač a New York, grown kaj, woman, lagano, ja. ono, kaj, 18 let, ono, res. Imaš dosti za sabo izkušenj življenjskih. In pa se spomnim, ko sem delala v pivnici in so me tako sprašvali, koliko si pa ti kaj stara, pa jaz tako, takrat sem že bila 19. Wow. In ja, Big girl. in sem bila tako 19 in oni tako, kaj pač ti si beba in jaz tako, zakaj? Imigrant. Ja, kaj z vami? Vse to, veš, ali so ful mislili, da imam tako neko žalostno zgodbo. Pa tako, jaz sem pač, Tako da ja, no, ta dva človeka so ti ostala najbolj v srcu. ja, Kaj ste naredila zate? Sem živela pri njih eno obdobje tudi, ker nisem imela dovolj za najemnino. Okay. Dala sta mi službo, pa tako ja, ta feeling, da sem lahko nekoga poklicala 24/7. Ja, je lepo, da imaš Ja. nek safety. Ja. Kaj se mi je zgodilo, ne vem, sem šla, zatekla mi je glava tako, ker, da ne pretiravam, je bo tako,
ker sem imela vnet modrostni zob in sem mogla iti na urgenco, me je en prijatelj pelil, ampak tako veš, sam v takih trenutkih, ko si tako, se so mi rekli, da kaj z mano, zakaj sem čakala, da lahko bi umrla, da to je glava, da to se ti lahko unamejo možgani in gotovo. Meningitis kakšen, ja. Ja, ampak pač mene začuda ni bolelo in sem trmarila, kao vse bo šlo nazaj in takrat, veš, tako mi je bilo vse ok, lahko nekoga pokličem, ker sem tako, pač jaz nisem v redu. To. Koliko si dala? Tam je drago to, da te rešijo? Ne, ker je bil emergency in ne vem, kako se je to na koncu zgodilo, da je v bistvu, da sem plačala samo za antibiotike. Obem. Jaz še zmeri pričakujem, da me bo nekdo ganjal ali nekaj, tako malo sem še zmeri v strahu. Zala, ljubezen, spusti, se preganja to cel life. Da tudi mogoče malo pretiravajo v Ameriki s tem. Mislim, je verjetno drago, ampak so ljudje zavarovani tam, ne? Ni da plača vsak, ne vem koliko denarja se mi zdi. No. Ja, ne, sigurno. Ja. Jaz sem bila zraven, ko se je dogajalo, da je nekdo padel skupaj. Pa da je bilo tako ne klicati, don't call emergency. To je noro. Ja, nimajo denarja, pač to je $5,000, $5,000, da te odpeljajo z rešilcem. Valjda, da laufaš. Ja. Raje daš in kaj, če nimaš? Ja, zato so vsi zakreditirani, ne? Ja. Malo so neudobni te stoli. Trdi so, ja. Ok, ko pa, kaj je igralska karijera? Super, da kucnemo neudoben stol. Zdaj, če ne bi zaropotalo, ne? Ja. Je v New Yorku, ko je bilo? Super, ful dober. Jaz sem, pač, kot sem prej rekla, 3 leta sem študirala in se učila scenaristiko zraven. Pol sem pa naredila 2 svoje predstavi tudi. Eno one woman show in sem zmagala na največjem off-Broadway festivalu. Ok, flex. Ja, in sem v bistvu bila najmlajša, edina, ki sem bila sama na odru, edina, ki sem sama napisala predstavo, pa edina neameričanka. Ok, postala vsem ona to. Ja, in je res je bilo dober. Mislim, to je neka velika referenca, to ti lahko, kaj zdaj to pomeni, veš? Ne vem, se veš, kako je life, nimaš neke formule, ampak meni se zdi to kar huge. Pa sem pa napisala eno predstavo The Doorman, se je imenovala in vsaka ponovitev je bila isto razprodana. Enkrat smo dobili celo standing ovations in tako. Wow. In to je ful dober vibe bil, kaj veš, si scenarist in potem tudi igrala sem, ne? In kaj ne veš, pač ti, ki napišeš, tebi se zdi smešno, tebi se zdi, da funkcionira, ampak dokler ne greš prvič na oder in je tam publika, ti ne veš. In jaz sam tako provalim prvi joke in folk se smeji in sem tako, yes. In kar deluje in vidim, veš, ko je bila neka tenzija, pa slišim tako vzdihe, veš, tako res dobesedno dihaš s publiko, še bolj, kot če si samo igralec, ne. Kaj ti je lepše, gledališče ali film? Pa oboje ima svoj čar. Jaz mislim, da sem bolj rojena filmska igralka, ampak zadnje čase čutim tudi craving za gledališčem, ker res zdaj nisem že par let se zaprla v gledališče in prav bitko se izšvicala. Tako zaprla bi se za 3 mesece v dvorano. Kaj je tak gušt med toliko ponovitev? Ja, če dobra predstava, absolutno je. Ne, to mi je bilo vedno fascinantno. Poznam meni folk, ki delajo predstave, ki se pravi, imamo 200 predstav, pač kaj ti ne dosadi? Ne, ker je vedno nekaj novega. Kaj? Ker vedno doživiš prvič. Meni se je enkrat zgodilo, ko smo imeli predstavo, da sem bila bolna. Tako pač bolna sem bila, temperaturo sem imela. In pol grem na oder in odigram celo predstavo in pridem dol in jaz pač nisem več bolna, merim si temperatura, nimam več. Veš, ker je tako, tvoje telo ne pozna razlike med tem, a je fake ali ni fake. Veš, kaj mislim, ti recimo čez, ne vem, na odru doživim neko ful dobro novico in veselje. Te to podzavestno dvigne. Telo ne ve, da to mi se sam delamo. Veš? Dobra igralka? Ja, to pa ja. Ok, v čemu je bila ta predstava? Doorman. V dvigalu se je dogajala. Doorman, poklic. Ja. Sem zdaj naredila adaptacijo za film, tako da to zdaj imamo v pre-productionu. Sam ne smem še nič kaj povedati, da ne ureknem. Dobro, evo, zdaj da te vprašam, to vsi tupijo ti po moj non-stop. Čekaj, da zavijam z očmi. Ok, daj zdaj.
Koliko je tle, kot praviš, dosti vidim, tvojega trdega dela in koliko je zdaj tle od slavnih staršev? Evo, obljubim, da bom govorila samo resnico in zgolj resnico. Meni so starši dali vso ljubezen tega sveta in najbolj sem jim hvaležna za to, da so me naučili biti svobodna in to, da sem si upala biti tudi kdaj cringe, ko je bilo treba. In ful sem zaradi tega neobremenjena, ker so mi oni to pokazali. Oči niti mami mi niso dobili niti ene vloge. Celo malo so mi nagajali pri tem. Sledeća realnost, ja. Ker je oče me ful hotel sprečiti, da bi bila igralka. Zakaj pa? Ker je rekel, on vedno reče, da je kao sam en težji poklic od biti igralec in to je biti igralka. Ker te pač ful judžajo po videzu in res moraš biti močen in to je milijon zavrnitev in milijon igralcev je, mislim, več kot milijon. In je pač sam ful težko, ampak jaz sam vem, da sem ful dobra v tem jebiga in da je to res moje poslanstvo. In da zdaj na tej točki tudi verjamem, da sem se zato rodila v to družino, da sem mogoče prej sam poštekala, kaj je moje poslanstvo, ampak definitivno mi pa niso nič pomagali, kar se kariere same tiče. Misliš, da ti je priimek pomagal, kaj, če ne, veš, neposredno? Ali misliš, mislim, da mi je prej odmagal, sem tudi blaže tako v kakšni tako situaciji, da so rekli, ja, veš, so se odločili, da bojo kakšno raj tako bolj low-key, a veš, tako. Ja, koga bolj tako normalnega, a veš, tako. Kao ful velikrat, folk misli, da sem jaz ful privilegirana zaradi tega in potem sem zaradi tega, če že bila deprivilegirana, sploh v gimnaziji, pa pri profesorjih pa tako, ko so bili tako maja, pa jaz imam ADHD, pa motnje orientacije v prostoru, pa disleksijo. Vem, da je to zdaj ful popularno, sam jaz imam pač res odločbo. Diagnosticirano, ja. Ja. In noben mi ni tega priznal v šoli, zaradi tega, ker so vsi mislili, da je to fake. In sem vedno se naučila, to je pač istinuta priča, za 100%, jaz sem se sam učila cele dneve in noči, za 100%, zato da če mi na polovici zmanjkalo časa, da sem imela rešeno vsaj pol, da sem dobila 2 in da sem naredila. Res tako ful mi je bilo zajeban. Ja, drugače pa to, kar rečeš, kao pač glede razvajenosti, pa to. Jaz sem se rodila, pač vse veš, verjetno poznate zgodbo od mojega oča, on je prišel kot izbeglica v Slovenijo, oni niso bili premožni, pač jaz sem ful low-key zrasla, pol šele, ker sem bila malo starejša, se je zgodila naša mala klinika, ne vem, džurologija, ampak to so tudi... Koliko si bila stara? Ko se je začela, 6. Mogaj. Ko se je končala, ne vem, koliko je bilo, 10 sezon, znači 12, ampak a veš, to niso tako full huge, to je navaden job, to folk misli, da če je nekdo slavna oseba, da je pa zdaj, a veš, on Elon Musk. Ne. Ja. Pri nas klih ni tako. Ne, sej pol je to, hvala Bogu, jim je full ratalo in tako, ampak a veš, ne. Dobro, samo, sorry, Kajmak in Marmelada, ja. Sorry, tle si bila tudi ti notri, ne? Ja, vidiš Nepo baby, ker sem statirala v filmu. Ampak ne, ta film je pa res fantastičen, ne? Meni je res dober. In pač sej konc dneva, hvala Bogu, da so slavni, si zaslužijo. Pa sej to veš. Če delaš dobro, bodi, veš, zasluženo, na, ajde. Ja. Samo, je pa ena stvar, ki sem opazil, zdaj ne vem, kako bo to izpadlo, ampak se mi zdi, da to, ki je rekel tvoj oče, ne? Da je težko je biti igralec, še posebej igralka, kaj šele igralka od slavnih staršev v Sloveniji. Zakaj? Ker jaz sem gledal malo, kaj je po internetu o tebi in se mi zdi, da ful te nekako seksualizirajo. A ja? Tako, ja, da so neke glupi članki, ne vem, Zala se je slikala v kopalkah, who gives a fuck? Veš, kaj mislim? To se sploh ne vem. Ja, mislim, jaz sem tako malo brsko, ne, pa veš te neki rumeni mediji, ne. Ja. Pač imajo neke take objave, ne, in meni se to zdi, še ko si rekla, to še bolj zoprno pol, ne, konec dneva, ker moraš še s tem ukvarjati. Če bi bila ti igralka, brez da bi bila poznana, bi te malo bolj pustili na miru, verjetno, ne. Ja. Tako da ja, to
To sem hotel samo komentirati, Veš, kako- ja, v da je še bistvu ful težje. lepo, da si to povedal. Meni se je tako včasih zdela, veš, mislim, da je prav tako, da pač, ko se otrok rodi, nekako slika sliko, jaz tako vidim. In potem, ko je on recimo končan, se to sliko v okviri in to je to. Meni se pa zdi, da so mi mediji dali okvir in sad ti crtaj. Ona je to, zdaj pa iskaš se. Ne? Mene pa to ful klaustrofobično, a veš, in tudi zato sem šla. Ja. In zdaj mi je res smel vsem. Ma se raz, konc dneva. In mi je tako, ne ljubi se mi itak več niti dokazovati, ker vedno bojo govorili, čar še uvijek priča, veš, karkoli da naredim. Jaz dobim Oskarja, pa bojo rekli, ja, ali da nije Đuro bil. Če te ne bi naredil, te ne bi bilo, ne? Tako da, pa tudi, veš, vzgojili so me tako, pa dali prave vrednote. Mislim, zdaj prav, gadem. Mislim, what? Ja. Jaz upam, da bo vse dobrega od mene moj mali vzel. In naj krivijo mene in naj veš, se to hočemo. Ja, samo ti hočeš svojemu otroku, da diha, pusti, da diha, da pač Valjda, sam valjda. si skuje pot. Veš, če imaš ti ful močne starše, te zna to hitro omejiti in kot drugo imaš počutek, da ne boš nikoli prerastel. To je po mojem res zoprno. Pač jaz poznam ljudi, ki imajo starše ful uspešne, pa se bojijo, pač ne, vedno imaš oni občutek, da težko ga bom prekosal. Ma ni to tekmovanje, jaz se spomnim, nisem nikoli niti s tem ukvarjala, ker je pač sam tok drugač. Ja, ne pravim specifično zate, zdaj Ja. ampak lahko komentiraš ti tako pač gledaj, ja. Ja. Ti misliš, da zate to ni nobena stvar, ti ni pomembna, da bi prekašala svoje starše? Ne. Ne. Zaradi tega, ker pač smo tako različni Uh-huh. in oni so tako genialni in jaz sem tudi v redu in a veš, Humble vsak queen. ima svoje. Ja, ne, sej res, ampak to moraš si kar razčistiti, ne? Ja, če Ja. greš tak posel, ne? Ja, kot ti praviš, po mojem je bila ful vzgoja tle. Ja. Ful so ti dali vedeti, yo, you go girl, pač. In ful svaka čast v bistvu mojemu oču, ker jaz vidim, po moje, če bi moj otrok hotel biti igralec, bi jaz bila tako, sam en poklic je težji kot biti igralec. Res, ker res je težko in tako, kot si ti rekel, ful te tudi seksualizirajo. Jaz nisem sicer to skozi medije opazila, sam Mislim, zaradi tega, tako- zato, ker ne obračam pažnjo, ampak Ja, tako na videl sem zdaj setih. neke članke in tako, ne, Ja. pač, mislim, ne vem, slikala se v kopalkah, no, who the fuck, pač, ne slika se v kopalkah in ni bilo nič takega, Ja, veš, ja. nek tako, ne. Pač napiše za Đurič in pride sigurno. Ja, pride ful člankov, ne samo to. to, ampak tudi taki so bili, ne, in sem bil ono pač, ok, cool. Da delim štorijo, to je meni vedno hecno. Kje mi najdemo naše goste? Jure in jaz smo bili na enem eventu, ne? Na Bifitter eventu. Jure oči Zalo. Grem jaz to tam malo. Kje si Kaj, jaz Zala sem šel samo vprašat. povabit? No, jo gre tam malo. Zakaj ta? Ne, nisem je šmeksal. Šmekersko lepo jo vprašati, da te povabi na podcast, ne? In Zala je rekla, da seveda bi prišla. Nisem rekla, seveda bi prišla, rekla sem, ja, bom prišla. Sorry, ti politika, Mona. Glavnem je Ne rekla, polagaj besed v njena usta. glavnem je rekla, da bo prišla in nas zafollowala. Jure, bum, dam, del, pride 100 metrov stran. Tako, par sekund naredi korako do mene. Rimanič, veš, koga sem zdaj uhvatil za na podcast. Zala Đurič, lepa. Pej pogleda, da ti flexam nas zafollowala na Instagramu. Jaz sprem Instagram. Zala nas ne followa, Jure, nobenega te nisi zablokiral. Kaj da ne pred mano nas je followala? Ampak jaz in ti, zaradi vseh teh predsotkov, smo bili, prosica, whatever. Ja. In smo pustili stati. Pač Zala prosica, what fucking ever. A jaz zdaj nadaljujem zgodbo? Lahko. In jaz sem pol pozabila na to, ful si mi bil simpatičen, res. Hvala. Zato sem tudi rekla, da pridem, ker se mi zdiš tako true. In pol jaz pač čisto pozabim na to in čez neki mesec, pa mogoče celo eno leto, jaz nekje na TikToku vidim vas in sem tako, čakaj, pa zakaj meni to ne pokaže na Instagramu, če sem jaz takrat vas zafollovala? In pol se spomnim, da imam pač čez 2 profila in en je, ker sem neke obleke talala, ker sem pucala en fundus
In sem pač takrat bila loginana v ta account in sem te iz tega profila zafollovala. In pol mi je bilo tako bed in pol sem prav imela moment, ko sem tako, ga naj zdaj zafollovam, sam pol bom še večja pizda izpadla in pol sem sam pustila stati. Pa glej. Pa ti? No, in pol smo bili par tednov nazaj na premieri serije, ki prije 10.10., kjer igraš, kjer si pomagala napisati. PR, demo, to je tvoj del, v glavnem. Jaz Zala in Zevin se zaklepetamo in Zevin Zali, veš da on ima podcast, ja člani podcast, ona, sej vem, ste me povabili. In jaz sem rekel, ne, jaz sem tako, in your face. Zala, fuck off, Mona, na zafollovala, rekla je prišla, unfollovala, koša, kaj je? In tam je povedala to štorijo z 2 profili in smo hitro bili, Zala ni Dobro se je prasica. izvlekla. Ja. Nesporazum, dejansko, jo moram pohvaliti, je dokazala, prinesla račune, zunega obleke Zala profila nas je follovala, res, še vedno, iz njenega pa nas ni. In pol smo to zrihtali in zato danes je tle. In pol se zgodba nadaljuje in sem imela zdaj rojstni dan in povem mojim frendom, ki so tudi iz obale, da grem k članom v podcast in rečejo, joj ne, oni take gluposti govorijo. In pol, ker sem pač žena beseda, nisem šla gledati vaših podcastov, Mogla zato bi. da se slučajno ne bi zgodilo, da pol jaz ne bi prišla, ker sem lahko ne le, zdaj sem rekla, da pridem, tudi če govorijo gluposti, boljš, da ne vem. Moraš vedeti, da je to za nas zajebancija. Pač. Ja, sej vem. Veš. Sej jaz ne džadžam zaradi tega, ker ne vem. Ne, lej, prej sem te hotel vprašati. Glede na to, da pač si izpostavljena, kako ohranjaš svojo samozavest? Si samozavestna, bi rekla zase? Mislim, da imam neko zdravo samozavest trenutno, ja. Okay, in kako si jo zgradila čez leta? Mislim, bi rekla, da si jo imela odvedno ali si mogla delati na temu? Ne, nisem imela. Včasih je nisem imela nič, potem sem v enem obdobju to doštukala z egom, ker sem mislila, da je to. Okay. In pa sem se malo vzrušila in potem sem poštekala to, kar sem prej razlagala, da pač embracing the sensitivity je res ta prava moč. In sem pač pol malo bolj postala samozavestna. Iz kje pa jo črpaš? Iz kje ti je kor samozavesti? Zaradi tega, ker sem dobra v tem, kar delam. To je bilo zdaj tako ful in kako to, da si ti lahko samozavestna. Odkot te pravica? Ne, pač ful, dobra sem v tem, kar počnem. Dobra sem igralka in scenaristka in se zato vprašam. V bistvu se mi je zgodil en tak ikigai moment, a veste, kaj je to, ta filozofija? No, in je tako, delam nekaj, za kar sem plačana, v čemer uživam, kar je ljudem dobro in sem tako samo uresničena, ne vem, maham z vrha maslove lestvice, to je to, hudo mi je v lifeu. Ja, ne, se zato vprašam, kaj pa, če bi zdaj tako najhuje popušla v tej tvoji karieri, pol še bila samozavestna kot pupa ali... Veš, ki zdaj to je eno samozavest v svoje delo. To je kar zunanje je to nekako. Ja. Eno pa je, jaz sem samozavesten. Ja, to imaš pa prav, ja. Jaz, čakaj, da ti povem, jaz to definiram samozavest in ego. Ego je, da priješ v sobo in rečeš, jaz sem tu najjači od vseh, samozavest je, da priješ v sobo in rečeš, jaz sem jak. Jaz sem najjača, kakor sem jaz lahko v tem, kar jaz počnem, nevezano za druge. Drugi so tudi najjači, kakor, dobro, niso vsi najjači, ampak veš, kaj mislim. In ne vem, pač v bistvu sam zdrava sem, a veš, to, ja, zdrava sem, dobro se počutim v svojem telesu, vesela sem, da sem v tej inkarnaciji fasala to telo, ker mi je dobro in pač, in to je to. Všeč mi je ta life in se mi zdi, da ga v redu furam. In ja, verjetno bi, tako kot si ti rekel, če bi se zgodil, da bi spušla v tej karieri, bi me mal sjebal, ampak so tukaj pol še ostale vrednote. Ja, ne? Meni je bilo to ful vija, če ful daš samozavesti na svoje izdelke, na bilo kar delaš v lifeu, ki če ti uno ne gre, vpliva pol direktno na te, to pa ni dobro. Veš, če ti narediš slab izdelek, ni da ti si slab človek. Ne, ne vrednotim potem po zunanjem uspehu. A veš, da ljudje rečejo, da sem uspešna. Meni je uspeh
da sem jaz srečna, ko to delam in da si s tem, kar delam, lahko kupim kruh. To je to. Kaj pa, ki si v takem delu, ki v tem biznisu kritika šteje, ali je predstava dobra ali ni, Ja? je zelo ne vedno subjektivno. Pač vse reče, to je dobro, to je slabo. Ja. Ne moreš ti pač reči, meni je cool, zdaj mene zanima za vas, kaj da delaš to za ljudi in mora biti dobro. Tako. In? Kaj zdaj s tem? Ja, to vprašam, kako te to ne, si rekla, ok, važno, da sem srečna in važno, da jem, zakaj ni še tega faktorja, že če delaš to i za druge. Zakaj ni to, veš, mora biti dobro. Vsaka stvar, ki rečem, mi vzameš tako črno pa belo. To so tako pač pretočne stvari. Vprašal si me ful eni stvari. Sem malo pozabil, kaj sem te vse že vprašal. Ja, se zato. In potem izpade, da sem jaz šizofrena. Torej, kaj boste te zbrali besede in vprašanje skupaj? Ja, deva se zbrati. V glavnem, fokus. Rekla si, važno, da te osrečuje, ja. In važno je, da ješ ten, kar delaš. In sem pa že prej rekla, da sem v ikagaj momentu, zaradi tega, ker je folku to tudi dobro, kar jaz delam. Valjda ne pričakujem, da jim bo vedno, zaradi tega, ker umetnost Ne, valjda. Je, kot si ti rekel tukaj, da se judge, da nekomu bo dobro, da nekomu ne bo. Zato pa ne naredim ene predstave v liveu, ampak jih naredim več in ne naredim enega filma, ampak jih naredim več. Nekomu bo nekaj, nekomu bo nekaj. Ne? No, ok, s tem si malo narediš rejšijo všečnosti. Narediš več izdelkov za različne publike. Ja, nisem tako razmišljala, nisem tako cilj oriented. Ok, ja. Jaz ful tako si dan stvari, pa zato zdaj sem tako ful pogledal, ok, dejansko pametno. Cak. Več ko delaš, več lahko imaš misel, več lahko imaš hitov. Ni matematično. Pač sam, to je tako organsko. In življenje je dolgo in tek na dolge proge narediš ful enih stvari in v enem obdobju je nekomu neki za en drag, v enem obdobju si ti res za en drag, ker morajo obstajati tudi slaba obdobja v lifeu artista, ker če ne, nisi artist. In tako pač, maraton je to. Če si umetnik, je življenje težje. Vidva sta umetnika, bi se rekel, da vidva imata svoje neke načine, ampak kaj pa, jaz gledam iz svoje perspektive, za dosti populacije je tudi znak uspeha, koliko zaslužijo, ne? Ampak pri umetnikih ni tako, ne? No, ja, zdaj, kako, ja, sej. Na koncu dneva, če gledaš zelo površinsko, lahko vse zmeriš z denarjem, ne? Na koncu dneva veš, če je predstava dobra, bo razprodala, bo cash. Ja. Tako da, če je slika dobra, se bo prodala cash. Samo, kaj veš, to je spet problem, kaj je point umetnosti, da nosi neko težo, ali da je komercialno uspešno. Ne. Zdaj to, ne? Zdaj, verjetno mora biti nek balans, da ti lahko ustvarjaš in nosiš neko moč s sabo. To pa se strinjam s tabo, kot si ti rekla, da narediš tak izdelek, da je tebi dobro, njim bo dobro in še lahko ješ. To je pol... In ima neko moč. To se zgodi, ampak ne moreš ciljati na to. Vsaj pol nisi, po moje, jaz ne bi bila samo uresničena, da bi delala zato, da bomo vsi srečni. Ja. To se mora zgoditi kot stranski učinek, da smo vsi srečni. Ne moreš pa, zdaj bom jaz naredil, da bo neki, vse, da bo artist rekel, da je art, ampak da bo, ne gre to tako. Ne gre, ne. Veš, če si pravi, če si res umetnik, si pripravljen ne jest, zadati svojo umetnost ven. Tako jaz gledam umetnost. Ja, pravi umetnik jaz gledam tako, ne, da pač on ne bo jedel celo življenje. Lahko, ampak on bo dal ven ono, kar hoče povedati. Ampak viš, meni so pa to trmasti ljudje. Ja, jaz sem tudi hodila reči, sorry, zdaj jaz preveč govorim. Ne, zato si tle, lažu. Ja, tako kot si ti rekel, to je trma, ker veš, jaz sem tudi umetnica, živela v New Yorku, pa sem bila lačna, pa sem šla z rokami nekaj delati. Veš, ne rabiš biti lačen, lahko si ti umetnik, pa vse in greš pomalat steno, če je treba. Ok, ja, na tak način, ja, razumem, ja. Ok, jaz pa zdaj iz drugega vidika, ne, če pač, spet, ki sem v temu, pač marketing, Gaden, ti lahko narediš eno tako težko umetnost, ki jo boš tekali samo umetniki, če si ti pameten in si naredil tako umetnost, ti si pameten, da jo prodaš tudi normalnemu človeku. Ja. Pa sorry, in to si trmaš, če reč, noben me ne razume, to je samo za une ljudi. Ja, pač, ja. Ne glup naredi, ker imaš za narediti. Če češ cash, cool, naredi ga. Ja. To vsi te starving umetniki,
Ima pa neko romanco, neki ima to, ne? Lačen sem, ampak dajem sebe ven. Meni pa gre to proti umetnosti. Zakaj? Ja. No, dej povej, sorry. Zato, ker umetnost ti moraš uživati. Ti moraš imeti nekaj najjačega, ti mora biti to delati. In pol lahko daš ti največ sebe v to. Ko pa zdaj bom jaz trpel, stari, da nekaj naredim. Veš, koliko slikarjev ni jedlo. zdaj, ko si To rekel, ne gre. Ej, to mi je pa en ik mi da taki uni, zdaj bom mogoče preveč nesramna, ampak anemični umetniki, ki so depresivni just for the aesthetic. A veš, ki niso res depresivni, ampak ja, pač moraš trpeti v life. Ja, se to, Pač meni se to res ne da. Dej, pedi mal na zrak. ne, Mislim, amen. Ja. ne, zato ker umetnost niso oni, ampak je njihov estetik umetnost, po mojem. Veš, izgledam umetnik pač, ne? Veš, bodi umetnik. Moj ne rabiš- best friend je največji umetnik, kar jih jaz poznam. Pa je normalen. Moj najljubši umetnik. Ja. In on je tako vesel človek in tako prizemljen in tako fukjen in tako se ima dober. Veš, z njim greš na pivo, debatiraš lahko tudi o košarki in je tako ni. Ja, zdaj pa mi moramo zdaj reševati svet v vsakem trenutku. Ne? Ja. Veš kaj, meni je dal eden boljših nasvetov en bivši šef in je rekel, tako mi je malo dal idejo, zakaj je dobro pač in lepo imeti denar. Je rekel, predstavljaj si, koliko lahko tvoja umetnost trpi, če ti si v eni majhni sobi, zaprt 2 metra krat 2 metra, nimaš nič za jest, ne boš razmišljal, kaj boš naredil, boš razmišljal, kaj boš jedel. Če ti živiš v menšnu, imaš vse, kar ti fucking hočeš, je tvoj edini fokus na umetnost, ker drugega imaš vse že v lifeu. In zato jaz ne štekam tega starving artist, ne dej se v okolje, ko ti je najlepše, ne rabiš nič drugega razmišljati, kot na art. Ej, a veš, to je jaz, Povej. sorry, tudi zdaj začela prav letos razmišljati, ker jaz sem se tako tudi v New Yorku ful navadila živeti iz kovčka, pa tudi na neki točki sem malo couchsurfala, pa tako. In vedno sem imela en kovček, pa če Bog dal, sem imela eno, kako se že reče, jogi, če ne pa tudi bila napihnljiva blazina in sem se pač navadila uno čist. Danes sem tle, jutri tam. Ja, in na minimumu uno živeti, pač nič nisem veliko rabila, sploh nisem imela nobenega nakita, ker mi je pač tega ne rabiš, a veš, imela sem, ne vem, 2 para hlač in tako in vse in sem se ful navadila funkcionirati na takšen način, ampak ja, in zdaj vidim točno to, kar si ti rekel, da ne rabiš biti ti broke, da bi bil ful jak umetnik in ne džadžam več ljudi, ki si želijo oboje, ker zakaj bi mogel, tako kot sta oba, bi ste rekla, biti broke, zato da bi imel. To zna biti kar trik Bi imel denar. za umetnika, da ne džadža drugega umetnika. Jaz mislim, da če imaš 4 broke umetnike in enega, ki ima denar, bojo oni 4 broke umetniki džadžali unega, da ni pravi umetnik, ker ima denar. 100%. No in to sem zdaj jaz spremenila ta točno, mindset. ja, In ne? sem tako, zakaj? Pač sam on se bolj znajdejo. Ja. Ja, genij, what the fuck. Ampak to je, mislim, da ne samo za umetnike, po mojem, to je za vsakega človeka, da pač vedno bojo nekoga džadžali, če mu gre. Ker ti, po mojem, si izpopolnjen človek takrat, ko znaš balansirati več stvari, ne samo ene. Ker pač življenje je večplastno, pač družina, odnosi, denar tudi, pač vse. Ti si mojster življenja, ko obvladaš vsa področja, ne samo umetnost, ne samo, da seksaš z dosti ženskami, če si kakšen to zelo želi, ampak je večplastno, veš kaj mislim? Avatar, vse elemente. Takrat si ti velik car, ko znaš menedžirati svojo punco, zagovornim za moške, recimo zase, menedžirati svojo punco, menedžirati svoj life, svoj čas, športati, imeti prijatelje, za vse čas, Biznis, zdrav ki delaš. biznis, To. takrat si ti car, ne kot ti znaš eno stvar. Bravo. To mislim, da hvala za In, ja, res, vsaka čas. Jaz mislim, da se je treba boriti za svojo srečo. Ja. In da je to tudi do neke točke odločitev. Ja. Mislim, da je sreča naravno stanje človekovo. Sam pač, da smo se mogoče ne vedno, ampak tako nek mir. Mir bolj kot sreča. Ja, mogoče. Ja. Ne mislim veselje, bolj sreča kot neko v bistvu zadovoljstvo, evo to. In mislim, da se za to pač ful treba boriti in da je ful lažje biti v depri in doma. Teže se pa spomnim, da mogoče mi manjka D vitamina, pa mogoče nisem dovolj pila vode, pa slabo jedla. A ne? In pol pač,
ne vem, jaz se res vsako jutro se odločam za srečo, veš, in grem na to planino in jem dobro hrano in tako. Avtomatsko ti je pol life lepši. Stari. Če praviš, meni je zanimivo to, kar si zdaj rekla, zato ker jaz bi rekel zase, da ti si rekel, ok, ta mir je po mojem bolj, ne, ker si, zdaj ne vem, ti si odločila srečo, ne vem, ti si rekla to, da je, ja, se je težko opisati, ampak recimo rečeš sreča, zadovoljstvo, v tistem trenutku nič ti ne manjka nekako, pa si v trenutku. Ampak jaz bi rekel zase, da srečen sem takrat, ko je nekaj zelo težkega, kar prebrodim, ali pa nekaj, ko naredim, kar je zahtevalo dosti nekega napora, ne fizičnega, lahko tudi možganskega, kakršnega koli. Ustrajnosti, potrpežljivosti, takrat sem srečen. Nek accomplishment, nek dosežek. Ja, mislim, ko je dosežek dosežen. Ful nam manjka, vsak človek rabi ono srečo, ki je težko dosegljiva. Takrat si srečen, ko je nekaj težko dosegljivo. Ne? Jaz mislim, da je to veselje. Da je to veselje. Ja. Jaz mislim, da je veselje se lahko kupi, sreča se pa lahko samo podari. Zdaj ne vem, če se to direkt aplicira na to, kar si ti rekel, sam da se ne vem, če sem zdaj to prav povedala, glede na to, kar si ti rekel. Ne, jaz te štekam, kot ti, ki si pravil, je veselje, da nekaj dosežeš. Moraš pa biti, dokler dosežeš, srečen. Samo jaz mislim, da tako življenje ne deluje. Ful mi je dober. Ne? Ja, ne vem, jaz ko grem na fitness in se ubijam, pač nisem žalosten, ampak nisem pa srečen, da sem kot nek retard tam. Ni da veš, skačeš srečen, ampak lahko pa rečeš, ko ti pumpaš, da ti je lepo v lifeu. Meni gre na kurac to, da bi mogel biti non-stop neki ono zadovoljen. Pač pusti me na miru, lahko si tudi srečen, stari. Na splošno, ampak znotraj tega, pač ja. Pusti ga depresivnemu obliku. Ne, ampak meni je tudi slabo biti lepo. Veš, kaj mislim? Zato, ker si mi zdi, da je pač overrated sreča po eni strani. Pač meni je všeč, da sem ono pis, da mater lahko bi malo bolj zagrizel. Samo to, ne? Ja, ampak, normalno je, da izkusiš oboje. Ja, yin and yang, ja. Ja, in da veselje pa žalost nista nasprotujoča si pojma, ampak sta skupaj nasprotje apatiji, a ne? In da je boljš, da si ti to vse kot nič. Kakor nič, ja. In še enkrat nisem mislila, ne živim jaz, nisem kao moramo biti vsi, pa držimo se za roke pa rajamo, ampak sem tako pač bolj realno mislila, da splošno čutiš nek mir, zraven si pol žalosten, se ti zgodijo tragedije, valjda, ampak je na tebi, kaj boš s tem naredil in kako boš čez to. Vedno se bodo dogajale slabe stvari do tebe, sam kako boš na to gledal. Mir je, če si na pravi poti, tako jaz mislim, da. Ja. Tle je caka. Jaz mogoče nisem na pravi poti, nisem miren, ampak razumem, kako si lahko miren. Ti si mirna, recimo. Ne, pač. In zakaj se ne daš, da boš miren? Ker ne vem, kam se dati. Jaz nimam te sreče kot vidva, da vem, da sem umetnik, da sem to. Jaz sem pač Jure, ki je Jure. Od nas treh je ona edina pogruntala. Ti si bliže meni, ti veš, kaj hočeš. Jaz ne vem, kaj hočem. Ti si vmes, mislim, da smo lepo razprejeli. Jaz nimam izoblikovanja poslanstva, čeprav se ga trudim dobiti. Ti nekako imaš feeling, kam bi šel. Ona se je odločila, sprejela to in fura. Sam se tudi nisem odločila za live. Kaj, če mi bo nekaj zafleširalo in bom hotela postati kmetica čez 10 let? Jaz ne vem sploh, kaj bi zdaj bil. Ne? Pa se, mogoče lahko, to je zdaj tako full fake produhovljeno, ampak sam objameš to negotovost in si tako... Jaz sem tako. Jaz sem Jure. Ja, jaz sem Jure, jaz sem se sprejel, jaz sem Jure. Ni dobro biti Jure. Super je, pač fantastično, ampak je pa zelo lepo in privoščim vsakemu, ki je odkril pa to, da sem, ne vem, Zala, scenografistka, umetnica, srečna. Ne srečna, mirna, ker sem na pravi poti. Te lahko nekaj sam naučim. Scenaristka sreča, v njim, ki pišejo scenarije, scenografija pa pomeni scena. Ja, ti si scenaristka. Scenaristka. Kaj sem rekel? Dobro. Nima veze. Scenarij. Ja. Okay. V glavnem, zelo vam privoščim to.
skozi dresim dol iz tega stola. Je to si tako oblekla. Ja, nisem vedela, da bom na čim stala. Moram, ker dam te gumice spodaj. Vsi, ki pridete k nam, ne gumo, ja, na hlače, da se ne... Ne, v glavnem ja, lepo. Dej, poveš še to, glede samozavesti, ki sem prej hotel te vprašati, kako bi pa pomagale kakšni punci, ki se bori s samozavestjo, se počuti negotovo, hoče biti pevka, ne ve, kako biti pevka. Kako ne postane pevka? Ne, zdaj pevske kariere ne morem rešiti. Lahko Ok, pa, igralka. ne moramo se tako na cilj. Nasploh, ja, ne moramo se na cilj. Ok? Mislim, da je v današnji družbi si rebel, da če si samozavesten, ker nobenemu ni cilj, da bi mi bili samozavestni, To se ker pa strinjam. noben ne bi služil. Ja. Amen. In sam iti nazaj do sebe in pač začutiti svojo ljubezen in pač objela bi jo in bi povedala, da koliko je lepa in koliko je carska. In ne vem, zdaj od njenega primera je odvisno, kaj jo matra, ampak sigurno, ne vem, ne morem. Kaj bi Zdaj rekla? ja, če ne poznam. Zdaj Ja, ampak misliš, da verjetno ni nekega univerzalnega pravila, ampak ti lahko poveš vsaj mogoče kakšno orodje, kako bi ti, kam bi ti šla nazaj, not, kam, ven, levo, desno, se izpostavila, šla vase, šla k psihologu. Kaj bi naredila, mislim, recimo, če imaš tak strah, recimo, ali neki. ja, Da si tako slabo, no, mislim. Ja, pač jaz bi se, bom govorila iz svoje izkušnje, Tako, tako. ker sem tudi jaz bila tam, ne morem si zdaj predstavljati ene punce, ker mi je težje, ker pač njo bi samo objela, bom iz sebe govorila. Ja, pač začutiti svojo pravo vrednost, imeti tudi svoje napake, ker šele, ko imaš rad svoje napake, imaš lahko sebe rad takšno, kakršna si, a ne? In pač izvirati iz tega, ne dovoli, da ti drugi dajo vrednost, ampak sama določiš svojo vrednost in sem tako, jaz sem toliko pa toliko vredna in ne se z mano tako pogovarjati, Okay. če ti kaj ne sede. Ja, in nasplošno pač, ja, tako kot sem že 100-krat rekla, danes se treba boriti za svojo srečo in ljubezen in ustrajati pri ljubezni, ker vedno zmaga. In vse je super. Kaj pa bi zdaj tako vprašal tvoj vidik moče na ta tough love? Da nekomu pač ali to, I love you, ampak specifično mogoče za ta primerno so prišli kašni do mene, ne, s primerom tako, jaz bi, ne vem, igralec, samo me je malo sram pred kamero. Točka 1, jaz dam človeku na svet, provaj tako, ampak točka 2, če nisi spreman, ni to zate. Jaz sem ful tak in meni je to tako realna ljubezen, ki če hočeš biti to, moraš biti... Se strinjam, ja. Če nisi, sorry, ti... Lej, na svete, to ti bo zboljšalo, če nisi, fuck, bom bil realen. Ja, jaz vsakmu rečem, ko pride do mene, pa je tako, jaz bi bila igralka. Rečem, a znaš kaj drugega? Pa če rečejo, ja, rečem, da je to. To, ker je pač res je ful zajeban. Manj konkurence. Ne, ampak pa res... Ne. Če pa vidiš, da so res jaki, pa valjda jim pomagaš na sveti. Ampak se mi zdi, da ful ljudi bi radi bili slavni in v bistvu se ne zavedajo, da je slava samo side effect od opravljati pač svoj poklic. Slaven si lahko tudi čevljar. Kako? Slaven si lahko tudi, če si čevljar. Pač. To je katastrofa, ker danes bi vsi sam bili slavni in imeli denar. V bistvu je pa oboje sam pač byproduct. Side effect. Ja. Ja. To je toliko žalostno, fuck. Ma svoje benefite, a? Kakšne pa? To sem hotel tebe, kaj, da imaš kakšno izkušnjo, zdaj, da ne samo še infamo po temu, ampak da ki veš, si zala džuri, da si tako, kaj. Evo, da se ne boš počutila, bom jaz povedal za nas. Viš, da moraš biti tudi prijazen, ne, to sem že povedal, ampak rest in peace Alaja, en klub na obali,
Jaz sem tam bil le pozno, takrat so mi koša kome, ker oni so me prepoznali in pol vedno sem bil prijazen, šel pozdraviti, ampak zato, ker Ti si navaden manipulator. Ker pač člani podcast so vedno mi zrihtali, ker sem rabu in to kaj da veš. Sam ti je simbioza, one so bile vesele tebe. Jaz sem njih, res da sem bil prijazen, ne bi bil šupak, ne, ampak veš, je pasalo, da ti reče, Rimanič, rabiš kaj, piš da ja, če mi zrihtaš par drinku. Ampak to si ti sam zaslužil. Ja, ampak to je produkt tega, da pač so nas prepoznale. Ne? Ja, zato pravim. Ampak zakaj? Ker ste vi delali nekaj dobro, upam. Ja, ja. Pač delali. Ja, pač, a veš, če te ima nekdo rad zaradi nečesa, kar si naredil, ima rad tebe, ker si ti to naredil. Tako da jaz mislim, da ne rabiš. No, v glavnem, jaz pravim, so benefiti, meni je lepo. Imaš kakšne benefite, tako je bilo, kdaj, ki si bila, piš da jako. Si kam prišla, ko ga spoznala, ki je doživela. Se bom spomenila. Dobro, pa ti Jure. V bistvu vem. Povej. Ne, je kontra zgodba. Ja, pa povej kontra zgodbo. Ful mi je bilo čudno, ker zdaj, ko je bila ta serija Skrito v raju, me je malo širša publika tudi spoznala. Ne? A si bila not? Ja. In sem šla na tekmo v Stuttgart, na nogometno tekmo v polnem obdobju. Nemči. Ok. In je že tako bila ful gužva, ne paše mi gužve, tako ni mi prijetno. In mi je že to bilo, sem se mogla soočiti s tem strahom. In pol sredi te gužve jaz čakam v vrsti za pivo, da grem frendom in sebi po pivo. In v tej gužvi, ki se tako dobesedno stiskamo en ob drugega, mene začne folk prepoznavati. In tako ena ženska mirine svojega sina. Jaz sem zaščite svojega sina, ona meni tako gura njega čez vso to gnečo. Da ga poročiš, kaj bo to za mano, ja, kao da se bo sliko z mano. Pol en stari za mano me obrača. Pol tam, in prav tako dobesedno so me začeli trgati. Ja. In pol jaz res tako pač slikam z ljudmi, se pogovarjam in eden od njih pa ni rekel, pazi, mi smo bili v vrsti za pivo, eden od njih pa ni rekel, ej, hvala, kaj piješ. Ja. Mi je bilo tako, fuck, kjer ste. A ni tako pač, malo bila simbioza. Ne vem, vsi zdaj ste se slikali z mano? Ja. Jaz bi Zala Đurić pričakovala pivo na tekmi. Ne, tako se mi zdaj, so vsi tako... Ja, te razumem. Pač samo hočejo nekaj od tebe in to. Tako, ja. Tako. Malo te izmoust, ne? Vsak bi vzel en kos nekoga, ne? Ja. Vse verjetno bi rekla, ne rabim. Ne. Itak bi rekla, ne rabim, zato sem te preprašal trikrat, če boš kaj pila. Ne, voda je v redu, res, ker ne pijem alkohola. Pa se ti nisem pil alkohol. Trenutno. Imamo prazen hladilnik, veš, nealkoholnik pijač. Ja. Tam so vse neke te, ki mi niso dobre. Aha. Ledeni čaj piješ. Kaj je tvoja najljubša pijača, poleg vode? Kambuča. Res. Ok, sorry, ima ta kambuča, pač, sorry ti ljubljanska rit. Obožujem. Ja. Pač ne, meni je ta kombuča, Se mi je nerodno. ma kaj ti je dober okus, res. Res, iskreno. Pač, jaz sem se probal, jaz sem 3-krat jo pil in 3-krat nisem... Veš, koliko sem ljubljanska rit? Tok, da sem jo 4 leta sama delala. Res? Kapo dol. Kaj pa kruh z drožmi in to? V Brooklynu sem živela, to je bolj tako Brooklyn stvar. Tam sem se, ja, ne, kruh z drožmi nisem, ampak kambučo pa sem 4 leta, dokler mi pol ni... Una alga umre. Ne umre, ne. Sam pač, če je ne delaš dovolj časa, pol iz tega rata kis. In pa sem imela ful kis turila, kao imamo domač kis. In pol sam sem odustala, ker noben ni hotel več tega imeti. Ja, tako... Nimam nič, ne vem, nimam kaj reči, pa samo meni pač ni tako okusno. No. Lej, razumem, jaz pijem radensko. Meni je radensko. Imate radensko? Ne, radenske nimamo, ker sem verjetno vse spil. Ampak radenska, ja. Ok, kombuča. Jaz pa radensko, ne. Že itak pijem, že itak imam ADHD in potem, če spijem ful cukra, ja, postaneš... je še hujš, ja. Ma kombuča nima nič sladkorja? Malo masa, ne pa toliko veliko. Veš kaj, fora, te zanima? Ja, me zanima. Povej, no, ko sem rekel kombučo. Pač skuhaš pravi čaj, črni ali pa zeleni, daš noter cukor in potem daš noter to gobo in pol goba poje cukor in kofein iz čaja in v zameno ti da probiotične bakterije. Ja. Okay. In jaz sem vedno dala toliko cukra, da je minimalno, da pač goba preživi.
Tako da je skoraj vse ona pojedla in da res malo stane noter. Pa so kakšne zdravilne efekti tega? Vsi. Za črevesje je Vitamin dobro, A, ja. C, B, E, ne zdaj sem to lupala, ampak ful nekih vitaminov. Si probiotiki so dobri za prebavo, ne? Ja, saj to, ne, ja. to pa vem, vse B vitamine ima in meni kot vegetarijanki to rado primanjka. Tako da mi je to bilo ful dobro. Koliko časa si že? Vegi? Prav vegi sem 10 let. Kaj pa falš vegi? Ne, ja, zdaj sem pa 3 leta bila prav strikten vegan. Zdaj sem se pa spet malo nazaj opustila, zdaj sem pa spet vegetarijanka. Vegi plus. Vegi pro. Ja. Kako to? Pa tako, jolo, ne vem. Iz principa, puno rada živali in tudi imeli smo doma hišnega ljubljenčka Pujsa in potem sem takrat imela Se en ti moment, malo tako zagabi pol, ja. 10 let nazaj, ja, in a veš, tako neki jemo večerjo In oni tam. in jaz božam njo tako in pol, kao, da boš malo pršuta in tako sem. Z eno roko božam tebe, z drugo roko jem tvojega bratranca. Ne. In pa sem pač sam nehala, pol sem pa tudi, se mi je vse ostalo zagravžal, sem postopoma in sem ostala prav veganka, zdaj pa tudi večino časa jem vegansko, ker mi ful ustreza. Sam pač, tako kot sem rekla, malo bolj jolo, no. Ja. Pač jem Jaz sem- jajca, imam ful rada in včasih tudi ne vem, če je kje prisoten, ne vem, sir, kaj tacga pač pojem, nisem tako ful Kurac, jo ne moramo peljati. Sem govoril prej o tem z njo. Ja, lahko me peljete vseen. Bom jedla dobro. krompir. Imam rada krompir. Hotel sem samo to reči, da sem opazil, da pri dosti vegetarijancih ali veganih je pač res ta ljubezen do živali. Ja. Pač res, jaz razumem to, mislim, jaz jem meso, ampak ne, pač tako, razumem, ampak se mi zdi, da dejansko so ljudje bolj empatični do živali kot jaz. Pač priznam. Ja, pač. Veš, moraš imeti res, nimam take ljubezni do živali, če lahko jem živali, ker ni res to, če tako pogledaš, ne? Ja? Ful lepo. Ja. Ja, se opazim to. Jaz imam punco, ki tudi ne je mesa najraje, pač ga je, ker ga more, se mi zdi. Ker ne bi imela, ja, pač ona, jem zdaj meso, ampak vidim, da pač ono bolijo, ne more. Ja, Veš, jaz kaj bi se mislim, mogla pač- jokati, da bi jedla kravo, Ja. da se predstavljam une njene lepe učke, pa tako, pa da bi jaz to zdaj mogla Vse si ne rabiš predstavljati. Ja, ne, ampak se ti nakaže. Jaz verjamem, vidim, kako je boleče lahko za nekoga, ki tako ljubi živali. Ja. Oh. Ne, res, mi Lepo. tega ne razumemo, ampak to pomeni, da jaz ne ljubim toliko živali kot ona, ali pa kot ti. Ne? Ful lepo. Ampak spet jaz mislim sam, da je pač različna filozofija. Jaz ne bom rekla, da sem jaz boljši človek od tebe. A veš, kaj mislim? Ja, mislim, odvisno, kako gledaš, ne? Ja. Mislim, kaj meni boljši človek? Vse verjetno, če bi imela za umret od lako, te bi pojedla onega pujsa, ne? Tako. Tako da zdaj... Tako da jaz tudi razumem vašo filozofijo, ker ste tako, ja, jebi ga, oni so tle zato, da jih mi jemo. Jaz to razumem, sam pač jaz tako ne Ma jaz morem. nimam toliko filozofije, veš, tle zadaj, jaz pač jem... Lačni jemo. Jaz pač Filozofija. jem, nisem se ukvarjal s tem, res, kaj jem, zakaj to jem. Pač tako je. Imaš ti kaj za nas, da nas Vprašanje. vprašaš? Ja, tako kot sem vam rekla, jaz nisem gledala vaših podkastov, res. Fake fan. Čakaj. Da je postavil za vsakega eno vprašanje, ajde. Toliko, ko si nas zdaj spoznala. Imam najprej za tebe, Jure, Okej. vprašanje. Kaj ti prinaša veselje? Ti si rekel, da pač ne veš, kaj je tvoje poslanstvo, ampak kaj pa rad delaš? To me zanima. Pare! Jaz sem šel globoko enkrat s temi vprašanji do sebe in edino, kar mi je padlo na pamet, je, da rad pomagam ljudem. Edino to mi je ostalo. Pač jaz sem šel zelo, zelo globoko, ker je bil moj edini... Jaz sem šel tam dol, čisto not, v kor. In je bil strah, veš, ko ti umre ego, ne? Ja, In tam ni bilo nič. In edino, kar me je rešilo, to je pač, Jure, ti si tu, da pomagaš drugim. ja. Pač dejansko je to samo pač, ja, ok, ja, ampak kaj to pomeni? Sej boš sproti. Ja, ampak to je edino, kar mi je... Zihar pljunulo ven. pomagaš ljudem. Zdaj sem bila v bistvu ful nesramna do vas, da sem rekla, da so mi rekli, da govorite gluposti. A ne, sej to delamo. No, ok, ne vem. Ne, moraš... Ampak, a veš, mogoče zihar nekomu pomaga, mogoče. Ne, hoče samo to povedati, da pač dobro, zdaj kar... Vse si rekla sama, pač ljudje lahko govorijo, kar jim paše. Ja, Verjetno
Oni so perfektni. Ja, tako. Ne, sej. Kaj pa za njega imaš vprašanje? Ja, v bistvu bi tebe tudi vprašala, kaj rad delaš. Probam najče. Dela middle part. Ne, pa se ne mislim to tako neki... Specifičnega. Ja, nekaj tako, kaj rad delaš, a rad... No vsega pomalo, ne vem, ampak ful me vleče to ustvarjanje. Samo da se nekaj dela, da se nekaj ustvarja novega, kreativnega. Kaj pa, pravim še sam videti, najti kaj, kako, zakaj. Po drugi strani, lepo mi je igrati odbojko, veš. Ja. Na koncu dneva... Se nisem, ja, se to me je zanimalo, ne tako, kaj ti bo prinesel kruh, ampak tako odbojka, hudo. Lepe vište, na Balju imam ful lepe vište, razgledne točke so to. Se razumem, drugače sem dobila ištrijansko državljanstvo. Ok, kaj to pomeni? Ja, torej Hrvaško. Moj najboljši brat Ivan je ištrijan in sem mu že večkrat kaj pripravila, tako ne vem, mala njoke in tako, pa tudi že večino vaših besed poznam in tako sem počas že se jim prikupila ištrijanom, pa je pa bila ta pika na i, ko sem ga povabila na bobiče in sem mu naredila bobiče, ne probaj, rekel, dam ti ištrijansko državljanstvo. Mineštra. Evo, super. Že mogla fleksa, da je naša, ne? Ja. Dobro, no, gremo zdaj na Matejo najljubši del in to so... Vprašanja. Preden začnemo snemati podcast, damo na Instagram vprašanja, da nas kaj vpraša ste, danes ste nas vprašali. Anže.skrbec 8, to je hiter segment, ko sam piči skozi. Kako je biti hčerka od Đurota? V redu. Vem, samo v redu? Ja, hitro si rekel, da mora. Pol pa reč odlično. Fenomenalno. Pa evo, to je ludo to. in nezaboravno. Naslednja punca je vprašala anonimno, kaj dela od Jureta brati? Luka študira, Mark je star 14 let, tako da nič. Tako da kalmati in Luka zaseden. Jani Matjažič, ni vprašanje, ampak itak smo člani, tako da Zala pozdravi, a ne ja zame, koga kaj vidiš. Bom. A ne, moj bratranec. Ja, bom. Čau, enej. Max.tepina, kakšen se ti zdi Rimanič in če imaš fanta, imaš ga na svoji levi. Shout out za hook up. S tem lepim wingman moveom bomo zaključili. Zala, hvala, da si prišla. Hvala, ker sem lahko prišla. Ful sem se imela lepo z vama. Res? Nas veseli. Ja, vi se res. Ajde, Jure. No, en velik shout-out za naše najjače brivce na obali, to je Barbarian Squad, čeknite jih. Včeraj sveži oba dva. Se ta middle party pristoji, Sveži. Se vrtiš kot ražnič. Sveži. No, pol naslednji je El Toro Steakhouse, kamor gremo mi nekaj pojest. Člani burger. In še Anja Masaže, ki poskrbi, da smo vedno zmasirani v nulo. Tako da ja. A tu tudi gosti, ali? Ne, za goste žal nimamo. Mislim, peljemo vas na burger, če česte, fejdič ti lahko zrihtamo, masažo pa se bo z gospodično zmenila. No, hvala, ker ste bili z nami in se vidimo v naslednji epizodi. Čau, imaš kaj za šautnit out? Kaj delaš? Jebote PR, kaj delaš? Daj prije serija tvoja, jebote Zala, demo. Mislim, da smo demo. Dvakrat smo že ponovili. Demo! 10.10. hiša ljubezni na vojo. Eto, uživajte, čau. Čau.